Spoštovani gospod akademik, v veselje mi je, da smo se danes zbrali tukaj v Stični iz več razlogov. Prvi razlog je ta, da se je obnovila skupina, ki se je odločila, da bo ponovno oživela delovanje Krščanskega foruma pri Slovenski demokratski stranki. Nekaj časa je minilo, ko je bila ta aktivnost omejena zgolj na nekatere lokalne odbore oziroma forume in ko tudi kongresa ni bilo. Vendar se danes nismo zbrali zato, da bi razpravljali o tehnikalijah. Mogoče bi zdaj s tem zgolj obudil spomin na tisti ustanovni kongres pred 19 leti, na kateri ste bili takrat prisotni. Bilo je podobno kot danes. Vsi, ki smo se ga udeležili, smo na koncu dejali, vredno je bilo priti. Tudi danes že po teh tehnih mislih gospoda akademika in ostalih, ki ste govorili za to govornico pred mano, lahko rečem oziroma lahko ponovim te besede, vredno je bilo danes priti v Stično. Jaz sem s to Stično zahajal 4 leta, kakšnih 100 metrov stran v klasično gimnazijo, ki je bila tukaj v samostanskih zidovih, v tistem delu samostana, ki je bil nacionaliziran. Ampak je kljub temu tudi ta del stavbe nekako služil prvotnemu namenu, s katerim je tukaj sploh samostan zaživel pred stoletji, ampak nekaj več o tem na koncu. Zdaj, kot rečeno, je bilo veliko tehnih misli povedano tukaj. To, da je danes Slovenija nekako zatavana država, zatavana skupnost, izgubljena na zemljevidu sodobnosti. Zato obstaja več vzrokov, vendar pa je eden temeljni. In o tem temeljnem vzroku ste govorili nekateri pred mano. Dr. Cukjati govori o 10 božjih zapovedih. Te zapovedi so pravzaprav ne samo temelj krščanstva, ampak so temelj sodobne civilizacije. Ali pa lahko bi rekli pozitivnega dela sodobne civilizacije. Krščanstvo je, če ne gremo predaleč nazaj v zgodovino, ampak se osredotočimo samo na naš čas. Krščanstvo je temelj, na katerem je postavljena tudi sodobna Evropa. Za mano je evropska zastava, na njej je 12 zvezd. Teh 12 evropskih zvezd izhaja iz Marijinega venca. Ne števila držav, kot se je v Sloveniji govorilo takrat, ko smo mi vstopili v Evropsko unijo in so se potem ljudje čudili, kjera zvezda pa zdaj Slovenija. Če samo 12 je. Bil sem na številnih zborovanjih, ker so me to spraševali, ker v slovenskih medijih je bilo zelo težko, ki je zaslediti pravi izvor tega evropskega simbola, ki še vedno obstaja. Temelji Evropske unije so sicer tudi drugi, ampak krščanski temelj je ključen. Zato je tudi vsebovan v samem simbolu. In tudi 3 ključni ustanovitelji Evropske unije, Adenauer, De Gasperi in Schuman, so bili krščanski demokrati oziroma so bili krščanski ljudje, ki so želeli na temelju pogorišč v Evropi, ki jih je pustila druga svetovna vojna in komunistične revolucije, ki so sledile, železna zavesa, ki je nastala. Oni so želeli tukaj vzpostaviti neko trajno skupnost, ki bo v prihodnje preprečevala, da se takšno zlo ponovi. Znan je stavek francoskega znanega ministra Roberta Schumana, ki je dejal, nič se ne zgodi brez ljudi, vendar pa tudi nič ne traja brez institucij. Torej, premalo je, da se nekaj samo oblikuje kot ideja, potrebna je tudi institucija, ki to idejo živi, brani, če je potrebno, in jo širi. Mislim, da lahko na tem Schumanovem stavku najdemo tudi zgled za delovanje Krščanskega foruma pri Slovenski demokratski stranki.
Če gremo po isti poti naprej, potem je potrebno ugotoviti, da je tudi v temelju samostojne Slovenije krščanstvo globoko prisotno. V času, ko se je oblikovalo vrednostno središče slovenskega naroda, v času slovenske pomladi, osamosvojitve, vojne za Slovenijo in prizadevanj za mednarodno priznanje, je slovenska cerkev in slovensko krščanstvo v obliki civilne družbe, katoliška cerkev na Slovenskem je, zdaj, če poštevamo klasično definicijo civilne družbe, največja in najmočnejša institucija civilne družbe, ki pa se običajno daje v slovenskih medijih in pri ustvarjalcih slovenskega javnega mnenja. Izven tega, nekam drugam, velikokrat žal na tako imenovano nasprotno stran. Ampak ta institucija civilne družbe je v času slovenske pomladi in slovenske osamosvojitve, v času boja za človekove pravice, to je bila prepovedana beseda do leta 1988. Danes tisti, ki so to prepovedovali, to besedo včasih množično zlorabljajo, a v tem se ni smelo govoriti, to je bila kontrrevolucija, kajti v socializmu človekove pravice so bile že implementirane, če si govoril o tem, da je treba spoštovati človekove pravice, so rekli, pa sej to je to, imamo socializem, tukaj so človekove pravice udejanjene do najvišje stopnje. Ampak seveda temu ni bilo tako in na začetku leta 1988, ko se je tiskala tako imenovana pisateljska ustava, si ta pojem ponovno afirmiral in v slovenski javni besednjak je v veliki meri takrat uspešno spravila Komisija za pravičnost in mir pri slovenski škofovski konferenci. Ta komisija je tudi zelo veliko naredila potem, ko je prišlo do procesa proti četverici, ko je prišlo do tega, kar je dr. Valčeva prej govorila o pogumu, da se je pogum izrazil ne samo na individualni ravni, ampak tudi kolektivno, ko se ljudje niso več bali priti na kongresni trg in je to kvalitetno spremenilo takratno slovensko stvarnost. V času, ko je bil slovenski narod v veliki meri enoten v smislu boja za samostojno Slovenijo, slovenska politika povsodno razdeljena, kot tudi kasneje, je bila slovenska cerkev in je bilo slovensko krščanstvo pravzaprav 100% na strani slovenske osamosvojitve. In tak simbolni dokaz tega je blagoslovitev slovenske lipe 26. junija 1991 strani takratnega nadškofa dr. Lojzija Šuštarja. In ta blagoslov je bil vključen v scenarij osrednje prireditve ob razglasitvi samostojne Slovenije. Žal se je že takrat zgodilo, da se niso s tem vsi strinjali in so nadškofu izključili mikrofon, tako da slovenska javnost, ki je to spremljala preko televizijskega ali pa radijskega prenosa, teh besed ni slišala, ki so bile takrat izgovorjene, so pa bile dragocene. In ta del tega scenarija razglasitve samostojne Slovenije je bil tudi simbolno priznanje vloge, ki jo je slovenska cerkev, ki jo je slovensko krščanstvo odigralo pri postavljanju temeljev slovenske samostojnosti in državnosti. Še vse kasneje na mnogih področjih tiste sanje, ki so takrat predstavljale temelj pozitivne odločitve na plebiscitu za samostojno Slovenijo, niso uresničevale. Kultura smrti je ponovno začela zmagovati nad kulturo življenja oziroma jo je preglasila. Tudi, ko gre za vlogo slovenskega kristjana, v tem času, kot je dejal že dr. Juhan, so bile takšne in drugačne stranpoti, tudi ko gre za vlogo slovenske cerkve. In vse to je po svoje tudi prispevalo k temu, da smo danes v situaciji, v kateri smo.
Evropski uniji je neka druga država, ki jo tudi imenujejo po statistiki za približno enako krščansko, kot je Slovenija, to je Poljska. Tam teh tavanj ni bilo toliko in danes je Poljska ne samo v materialnem smislu, ker je edina država, ki ni imela recesije v tej krizi znotraj Evropske unije, ampak je tudi sicer v vrednostnem in političnem smislu država, ki cveti. Kljub temu, da so bili pred 20 leti približno na kakšnih 40% slovenske razvitosti po kupni moči na prebivalstvo. Ta primerjava pokaže, da obstaja v tem našem razvoju samostojne Slovenije neka zapravljena priložnost. Če se podrobneje ukvarjamo z vzroki zanjo, pridemo blizu odgovorom na vprašanje, zakaj smo, kjer smo. Zdaj se več ljudi spoznava, da kriza, ki jo imamo, ni samo ekonomska, politična ali socialna, ker pač prihaja tudi v veliko stisko, zdaj že 100 000 ljudi, ki ne dobijo konec meseca toliko prihodkov, da bi lahko normalno preživeli naslednji mesec. In se več ljudi spoznava, da so to zgolj posledice neke druge globlje krize, o kateri je bilo za to govornico danes že nekaj več rečeno. In spoznanje teh vzrokov je temeljnega pomena za to, da spet pridemo na pravo pot. Ta kultura smrti, ki je po osamosvojitvi enkrat začela zelo agresivno prevladovati, je na katerih področjih prinesla porazno stanje in mogoče še bolj, kot je bilo to pred 20-22 leti, zabrisala razliko med tem, kar je prav in kaj ni prav, med tem, kaj je dobro in kaj je slabo. Imate polno primerov, s tem poznate jih, če bi odprli razpravo, najbrž zdaj s tem tukaj ne bilo polemike, obstajajo pa ta polemika v slovenski javnosti in v slovenski družbi. Mogoče samo aktualni primer teh dni, ko iz slovenskih osnovnih šol ravnatelji in učitelji pošiljajo osnovnošolske otroke na razstavo, ki v bistvu tako pretirano slovi bivšega jugoslovanskega diktatorja Tita, da se avtor te razstave niti ne upa javno podpisati. Je anonimen. Kaj takšnega še neki normalni evropski državi pravzaprav niti ni možno predstavljati. Zdaj ravnatelji osnovnih šol, učitelji vodijo otroke tja in v bistvu tako izobraževalni sistem posredno sili mladoletne otroke, niti še ne srednje šolce, da častijo zločinca. Pred 30-40 leti se veliko tega, kar se seveda danes vejo o Titu, ni vedelo. In je marsikaj počel v dobri veri. Danes se pa to ve. Ne vejo to otroci, ki hodijo v 5. ali pa 6. razred osnovne šole, seveda ne. Vedo pa učitelji in ravnatelji. Toliko je bilo tega objavljenega, toliko mednarodnih lestvic največjih zločincev 20. stoletja je bilo že tudi v slovenskih medijih prisotnih, da se to ve. Ampak se to kljub temu počne in to na nek način posredno spodbojeno z državnega vrha. Je potem možno pričakovati, da bo neka povprečna javnost ločila med tem, kar je prav in kaj ni prav, če se pač poveličuje zločin. Zato se je pol čuditi, zakaj imamo še na stotine grobišč, kjer mrtvi niso pokopani. To je enostavno posledica tega. Pa če smo še nekoliko bolj
neposredni. Slovenska politika v času slovenske osamosvojitve je bilo zelo razdeljena, ne? S tem, ko je bilo slovensko krščanstvo praktično 100% za osamosvojitev, za demokratizacijo Slovenije in tako naprej, so bili tisti, ki so prej vodili boj proti slovenski cerkvi in slovenskemu krščanstvu tukaj večinsko, ne, na drugi strani, so bili proti temu, imamo polno teh primerov. Ampak vsi ti so bili nagrajeni in so nadaljevali potem te svoje napore za to, da bi dokazali, da so imeli prav tudi tam, ker jim je zgodovina dokazala, da temu pač ni bilo tako, ker samostojna Slovenija nastala. In 90% ljudi na plebiscitu je glasovalo za njo, ne za neko Slovenijo v Jugoslaviji, kot so jo zagovarjali, ampak ta svoje prizadevanja so nadaljevali in za ta prizadevanja so bili nagrajeni. In če nekdo, ki je počel slabo, če nekdo, ki je imel narobe, in je to bilo splošno dokazano, zato nagrajen, potem se ni začuditi, da se ne ve, kaj je prav in kaj je narobe in da je zelo težko pričakovati od mlade generacije, ki hodi v takšne šole, ki jih pošiljajo na glorificirano razstavo nekega zločina, pričakovati, da pa bodo potem v življenju ravnali prav. Tako da ustanovitev krščanskega foruma pred 19 leti, skupaj še z nekaterimi drugimi forum interesnimi organizacijami v Slovenski demokratski stranki, je bila neko zgodnje zavedanje, kaj se dogaja. Ne? Ker leta 1994 smo že videli te znake. Ampak takrat kljub temu ni bilo nikogar med nami, ki bi verjel, da bo šlo stvar tako daleč in tako globoko. Vsi smo bili še zelo dobromisleči, naivni, da vendarle bo okvir samostojne Slovenije in širši evropski okvir s temi vrednotami okrepil moč tega, kar je prav, in oslabil moč kulture smrti. Vendar pa se je zaradi teh monopolov, ki niso bili nikoli razgrajeni, zaradi tega, ker Slovenija edina srednjeevropska ali vzhodnoevropska država, ki ni izvedla lustracije. Zaradi vsega tega so te sile postajale vse šibkejše. Ljudje, ki so igrali ključno vlogo včasih slovenskega osamosvajanja demokratizacije, kot Jože Pučnik, Rudi Šeligo, nazadnje dr. Šušter, ostali so v tem času umrli, ker je tudi razočarani na tem, kar se je zgodilo. In ta val je šel naprej, dokler ni ponovno ogrozil pravzaprav samega dosežka slovenske osamosvojitve, kajti Slovenija je samo še korak do bankrota. Ne samo ekonomskega. Ne samo ekonomskega. In zdaj neka taka svetla točka v tej situaciji je to, da se vse več ljudi zaveda, kje smo. To zavedanje je temeljni pogoj, da se nekaj spremeni. In če kdaj, potem danes Slovenija potrebuje, slovenska družba potrebuje politično aktivnega kristjana. Slovenska demokratska stranka si niti v sanjah ne lasti politične opredelitve, ki je v Evropi znana kot krščanska demokracija. Vendar si pa pravice, da se kristjani organizirajo tudi znotraj ali pa pri Slovenski demokratski stranki ne pusti vzeti. Ne lastimo si tega niti z imenom, niti z aktivnostjo in se bomo tudi vnaprej, tako kot smo se doslej, izogibali kakršnimkoli prestižnim vprašanjem s tem svetom. Ravno nastanek krščanskega foruma pri naši stranki pred 19 leti je počasi, pa vendarle, potem čez nekaj let omogočil, da je nastala koalicija Slovenija,
ko smo se povezali najprej naša stranka in Slovenski krščanski demokrati, potem pa še posebej intenzivno v času dr. Andreja Bajuka, Nova Slovenija in Slovenska demokratska stranka, in ravno tisti čas je bil najboljši čas za obe stranki, ne, tako po aktivnosti kot po volilnem rezultatu. Leta 2004 sta obe stranki koalicije Slovenije dosegli najboljši rezultat. Ni šlo na račun enega na bolje pri drugemu, ne, ampak smo oboji napredovali, ker so ljudje začutili, da je iz tega povezovanja nastaja neka nova dodana vrednost, da se družina ne prepira med sabo in je to opogumilo še marsikoga, ki se sicer ne bi odločil ne za enega, ne za drugega. Da to drži in da to ni govorjenje na pamet, pričajo pač volilni rezultati tako evropskih volitev, če hočete, leta 2004 kot državnozborskih volitev. Vedno pa, kadar je potem prihajalo do nekih strahov, ne, kdo bo v kakšni senci in tako naprej, ne, pa so bili rezultati potem za vse slabši. Krščanski forum pri Slovenski demokratski stranki, mislim, da je bil že doslej in bo tudi prihodnje najbolj vesel dobrih partnerjev, politično aktivnega kristjana, kjerkoli je, katerikoli stranki pač je, kjerkoli deluje, na katerikoli poziciji. In več bo tega, več bodo možnosti sodelovanja in prej bo Slovenija tudi izplavala iz te krize. Ker iz krize ni možno na noben drug način, kot na način, da se loči med tem, kar je prav in kaj je narobe, ne, in da se, ko si na križišču, zvere prava pot, ne pa napačna pot. V tej medijsko zamegljeni slovenski krajini je včasih to razločevanje težko. Ampak lahko pravzaprav ni bilo nikoli. Tudi pred 22-23 leti, vzemte mogoče petek, da je vnuk, pa vzemte stare časopise iz tistih časov, ni bilo nikoli drugače. Ampak se je vseeno, ko je bilo dovolj resno, se je dalo ločiti zrnje od plev, in zato smo Slovenci danes vseeno zgodovinska nacija za svojo državo, kljub temu, da je v Evropi še mnogo večjih narodov, ki svoje države nima. Torej, želim najprej vse rad vseeno zahvaliti tistim, ki ste vztrajali pri dejavnosti Krščanskega foruma zadnjih 19 let, kateri ste tukaj. Tudi zaradi vaše aktivnosti je ne samo ideja, ampak tudi institucija na nek način preživela. Če še ponovno citiram Roberta Schumana. Za prihodnje pa želim novemu vodstvu in vsem, ki bomo aktivni v tem forumu, da na nek način sledimo tradiciji Stiškega samostana. Stiški samostan je bil samo verska ustanova, bil je stoletja pravzaprav središče neke omike in iz tega središča se je ta omika in napredek v korist navadnega človeka, takrat kmeta, širil daleč na okolje, tudi preko meja tega, kar so bile nekoč slovenske dežele. Torej, zgled tega kraja, kjer poteka naš 4. kongres, je dober in sledimo mu. Hvala lepa.